Policisti bodo med Martinovim vikendom poostreno nadzirali, ali so vozniki za volanom trezni. Nadzor bo potekal enako kot doslej, torej z alkotesti. Po odločitvi Ustavnega sodišča imajo namreč policisti leto dni časa, da se prilagodijo. Kot so pojasnili, bodo najverjetneje kupili dodatne stacionarne etilometre, čeprav bi na terenu veliko lažje uporabljali prenosne. Toda te je urad za meroslovje že pred leti ocenil kot neprimerne. Na uradu tudi poudarjajo, da že 15 let opozarjajo, da so alkotesti v nasprotju z zakonom o meroslovju. Tanja Volmut. Alkotest. Še malo, še. Dobro. Etilometer. Ali je res alkotest tako nezanesljiv? Ja, zdaj tudi alkotest v idealnih razmerah pokaže dober rezultat. Ne pa v vseh primerih. Da bi lažje razumeli, alkotest deluje kot fotoaparat, etilometer kot videokamera, pojasnjuje vodja področja etilometrije. Se pravi, imamo kompleten posnetek celega izdiha od začetka do konca. Pri alkotestu pa vzame v nekem trenutku krivulje izdiha, vzame vzorec in na podlagi tistega to pretvori v rezultat. Alkotest nima vseh nadzornih funkcij, ki jih naši predpisi zahtevajo, pravi. Naprimer, naši predpisi zahtevajo, da imamo dva neodvisna senzorja. Alkotest ima samo enega. To je primer novejšega etilometra, ki ga uporablja vojska. Naprava se mora zagnati, ogreti. In vsakokrat pred testom se preveri sama naprava, ali je dobra za odvzem vzorca ali je okvarjena. Alkotest te nadzorne funkcije nima. Zdaj priključimo ustnik. Po 2 minutah rezultat in ponovno pihanje. To je zdaj končni rezultat, ki ga potrdim. Imamo dva neodvisna senzorja, dva vpiha, 4 rezultate, najnižji rezultat je končni rezultat. Zaradi vsega tega so rezultati alkotestov vsa ta leta. Ja, se strinjam, da bi lahko bilo to sporno. Ja. Še iščemo rešitve, kako se prilagoditi, a verjetno bomo kupili nove etilometre. Zdaj imajo 20 takšnih z jeklenkami, ki pa bi jih težko uporabljali v vozilih, pravijo na policiji. Saj je za to potrebna električna energija, ta je pa samo v določenih intervencijskih vozilih. Se pravi, bi bile bolj kot ne na postaji, ne? Kamor bi bilo treba pripeljati prekrškarje? To se pravi, bili bi v glavnem na policijskih postajah. Prenosne etilometre, ki jih uporabljajo tudi v drugih državah, je policija hotela kupiti že pred 14 leti. A takrat niso prestali presoje urada za meroslovje, pravijo. Tam odgovarjajo. Ja, ker niso več pomenjali vseh pogojev iz pravilnika o etilometrih v tistem času. Ne pijte, če vozite. Pred nami je eno bolj kritičnih obdobij Martinovo, pozivajo policisti. Ne glede, kakšne so te pravne praznine, neustavnosti in podobno, je pomembno, da se ne vozimo pod vplivom alkohola. In kaj velja kot dokaz alkoholiziranosti drugod? V Avstriji, Bosni, Srbiji in na Hrvaškem, tako kot do zdaj še pri nas, alkotest. Na Norveškem etilometer ali odvzem krvi. V Italiji pa alkotestov nimajo, imajo pa policisti v vozilih etilometre.